Matjaž Kopitar, ko ste se v ponedeljek zbrali oziroma ko ste prevzeli to funkcijo, ste rekli, da je cilje potrebno visoko postavljati. Vmes ste nekako že razmišljali, da so cilji prav, da so visoko, ampak da morda prav veliko možnosti ni. Ves čas pa ste vedeli, da možnosti so. Ja, nekako res je to. No, cilje si moraš postaviti visoke, ampak treba je biti pa realen. Tako da to ne bi bilo konec sveta, če se mi ne bi zdaj uvrstili tja, ker ti dve reprezentanci sta bistveno višji rangirani kot mi, ampak mi smo imeli svoje račune, tako sem se skozi ponavljal. Je pa dejstvo tako, da včasih v športu se obrne vse v tvojo prid, včasih pa pač nič. Tako da, kaj jaz vem, no, jaz sem zelo vesel, da se je to zgodilo, da smo to uspeli narediti, je pa prav gotovo to ena velika stvar in ne vem, no, ta reprezentanca ima nekako, če lahko tako rečem, vse, no, imajo srce, imajo znanje, imajo, ne vem, no, vse nekako in ne vem, no, tako sem že večkrat povedal, meni je grozen veselje delati s tem fanti in se ne vem, no. Če pogledamo, vsaj po mojem, izjemno tudi to, kar se je danes zgodilo. Slovenija je obdržala visoki ritem, visoko dostojanstvo, to ste od fantov zahtevali in fanti sledijo temu. Ja, po tistem petkovem emocionalnem večeru, če lahko temu tako rečem, sem jih včeraj pustil čist primir, imeli smo tak sproščen dan, tudi ta bowling, mislim, da je bilo zelo v redu, da smo majčkeno pozabili na te stvari. Je pa res, da danes na sestanku pred tekmo, no, pa sem pač nekaj pripravil, nekaj klipov, jaz sem pa pač povedal jim določene stvari, kako in kaj. In moram reči, da sem zelo pozitivno presenečen še enkrat več, ker kar so nam ponudili Ukrajinci, smo s pridom izkoristili in potem tekmo mirno pripeljali v koncu. Ampak to zmorejo samo velike reprezentance. Do Stožic Ukrajine nismo premagali, sedaj pa dvakrat zapored. V Stožicah precej težje kot danes. Ja, no, moramo reči, v Stožicah so bili oni, so se krčevito borili za obstanek, tam je bil čisto drugačen naboj, mi smo se borili za prvo mesto, tako da ta tekma danes, no, mislim, da ni pravi pokazatelj vsega, me pa veseli to, ta naš pristop, naše dokončano delo, tako da, ne vem, no, če potegnemo črto, je to v bistvu to. Ampak novinarji smo taki, da že danes, takoj ko se je vse skupaj zaključilo, razmišljamo o naslednji akciji. 3 meseci, vemo, kakšne so razmere doma, da ni niti pravega prvenstva, da imamo en normalen klub. Že v prejšnjih sezonah ste zelo hitro poskrbeli za tiste fante, ki so bili na seznamu, da nimajo mrtve pomladi. Kako načrtujete sedaj vse skupaj do Švedske? Isto v bistvu, ne. Zdaj te fantje, ki bodo pač zaključevali prvenstvo širom po Evropi, bom pač zbral in delal individualno z njimi te treninge, zdaj kje in kako bomo še videli, pa tudi koliko jih bo. Vemo pa, da lani 5. marca, ko sva začela s Tomažem, sva bila sama, tako da jaz upam, da bodo letos malo dlje, ampak bomo pa pripravljeni na to, da bomo začeli. Da vi razmišljate to danes, sem jaz razmišljal že, če sem čisto iskren, v petek po tekmi. Seveda je to zopet en velik izziv, več tekem, vse še težje tekme, tako da to je, mislim, da nekako klic, ki kliče in mi se moramo tega lotiti optimalno, maksimalno in čim bolj nastopati potem tudi na svetovnem prvenstvu. Nočem biti podcenjujoč, ampak po tem, kar ste opravili tu, vsaj po mojem, vas bodo v Stockholmu vsi vzeli popolnoma zares. Tam je sistem zelo zahteven, krut bi lahko rekli, drugačen kot je bil v Bratislavi. Bo v tem pomenu, v tem smislu kaj drugače, najbrž v tem trenutku niti ne razmišljamo, ali bosta Jan in Anže poleg. Eno, ne glede na to, seveda, zdaj mi imamo spet skupino nekakšno zelo močno in ravno te dva nasprotnika, ki smo jih tukaj premagali, se bosta želela oddolžiti, to je logično. Po drugi strani pa
v primerjavi s tem dvem reprezentancama imamo samo še višje rangirane. Tako da bodimo realni, ne, čaka nas izredno težko delo, ampak tako sem rekel, mi imamo reprezentanco, ki je vredna spoštovanja. Na nam, na strokovnem štabu je, da jih pripravimo čim bolj in da gremo pogumno v ta svetovno prvenstvo. Prepričan sem, da boste poskrbeli za to, da v Sočiju ne bo B ligaša med elito 12. Ja, mi bomo vse naredili, verjemite, od prvega do zadnjega to ne bo tako. Okay. Hvala. Zmenjeno.